Po 4 mesecih se zopet udeležujem zasedanja Evropskega parlamenta tu v Bruslju. Na julijskem zasedanju so oči uperjene v Angelo Merkel, v nemško predsedovanje in na današnjem zasedanju bo predstavljen tako program predsedovanja, kakor tudi osnove večletnega finančnega okvira in načrta za obnovo Evropske unije, tako imenovanega Next Generation EU programa. Tu želimo poiskati odgovor na ekonomsko krizo, ki jo je povzročila pandemija. Padec gospodarstva bo v Evropski uniji letošnje leto preko 8%. Poleg teh ekonomskih številk govorimo tudi o samem zdravstvu. Sprejeta bo resolucija na področju zdravstva v EU, s katero strmimo k tem, da bi bilo zdravstvo med sabo bolj povezano, da bi bilo vzpostavljeno čezmejno sodelovanje in da bi se v naslednjih letih tudi veliko sredstev z področja evropskih fondov namenilo krepiti zdravstvo, se pravi izgradnji bolnišnic, na drugi strani pa tudi krepitvi kapacitet za izdelavo tablet, da se farmacevtska industrija vrne nazaj na evropska tla. Poleg teh točk bomo spregovorili tudi za nas o zelo pomembnem tako imenovanem mobilnostnem paketu. Slovenija podpira ta paket ureditev, s katerim bodo naši prevozniki imeli evropsko varstvo za delo na evropskih tleh, da se ne bi zgodilo protekcionistično, da bi posamezne države določale, pod kakšnim režimom bodo slovenski vozniki vozili po Evropi. Slovenci bomo ta ukrep v večini podprli.